kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam. Od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja, pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja v kaj čudno zmes nereda. Nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno, zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Da. Priznat moram, da mi je vse skupaj nekoliko nejasno. Sodišče namreč vedno išče vzroke in logiko v dejanjih. No, seveda, kadar gre za duševno zdrave osebe, kot je to v našem primeru. Kaj mislite, tovariš Ravnik, kaj je obtoženega pripravilo do tega, da je to storil? Kaj je bil po vašem vzrok tega ekscesa? Prepotentnost, tovariš. Prepotentnost. Saj sami vidite, kako se mladi ljudje dan danes obnašajo. Kot da so oni naredili vse, kar imamo in kar je. Dovolj je, da kdo od njih konča fakulteto ali kakšno drugo šolo, da dobi v roke diplomo, pa takoj dvigne nos in na ves glas razglaša. Tukaj sem, zdaj sem jaz na vrsti. In pa dobro vemo, kdo se je mučil, kdo je delal in ustvaril vse, kar imamo. Vem, tovariš Ravnik, ampak mene zanima predvsem... Dovolite, da povem do konca. Ne rad poudarjam svoje zasluge. Toda sami veste in drugi tudi, kaj sem in koliko sem naredil. Bila bi lažna skromnost, če bi trdil, da nisem ponosen. Sem, tovariš sodnik, ponosen sem in všeč mi je, ko gledam, kako okrog mene cvete, kako kipi in ko vem, da sem k temu pripomogel tudi jaz. Pa še precej. Ničesar nismo imeli tukaj. Ne tovarne, ne šole, ne asfaltiranih cest. 15 let smo garali in se mučili, doktor nismo iz nekdanjega zakotnega mesta naredili majhno moderno mestece. Zgradili smo 2 tovarni, 2 šoli, gimnazijo, nov kino, stadion. Zgradili smo mesto, poglejte ga, kot bi ga gradil tisti Francos, kako se mu že pravi. In vse to smo naredili mi, stari. Pa da pride takve tovariš, ki se je šolal z našim denarjem in nam deli klofute. Kaj potem to, če ni prepotentnost? Zahtevam, naj bo primerno kaznovan. Če ne bo, bom... Že vem, kaj bom in kje bom. Poslušajte, tovariš sodnik, postavil vam je ultimat. Prosim vas, vnaprej brez takšnih komentarjev. Sodišču ne more nihče postavljati ultimatov. Nas zanima samo materialna resnica in dejstva. Sedite, prosim. Prav, ne bom več komentiral, čeprav bi lahko. Rekel sem vam... Naprimer, ste se tudi vi šolali z denarjem, ki ga je zaslužil tale tovariš. Če ste se, potem vas to spravlja v položaj... Jemljem vam besedo, prosim. Dne 23. marca tega leta ste v prisotnosti vaše žene in tajnice Adria Impeksa, tovarišice Ljerke Valčič, napadli direktorja tega podjetja, tovariša Maksa Ravnika. Napadel? Kaj pomeni ta izraz? Dali ste mu klofuto. Sem? No prosim, to je fizični napad. Nisem vedel, da se tako pravi klofutam. To se pravi, da priznate, da ste udarili tožnika. Priznam. Izvršili ste kaznivo dejanje. Se čutite krivega? Ne čutim se krivega. Ne? Ne čutim se krivega in nekaj sam se tega dejanja. Kako napadli ste človeka, ki vas ni ogrožal? Kar tako? Ne bi rekel, da je bilo kar tako.
Tožnik, tovariš Max Travnik je hotel vam, mlademu, še nepriznanemu umetniku pomagati. Vi pa ste ga vklofutali in zdaj pravite, da se ne čutite krivega. Rekel sem vam že. To je prepotentnost. Tovariš Travnik, prosim vas, prepustite stvar meni, zato sem jaz tukaj. Sodišče ne priznava nobenih privilegijev. Osebne zasluge ne morejo vplivati na razsodbe sodišča. Obtoženi, ugotavljam, da ste razžalili človeka, ki je s svojim delom zaslužil splošno priznanje. Tovariš sodnik, jaz nisem udaril javne ustanove, ampak privatnika. To je osebni obračun. Obtoženi Janko Bevc je primazal klofuto tožniku Maxu Ravniku in je zato zdaj na sodišču. Kaj pa zdaj čveka? Rekli ste obračun. Ja. Prosim vas, pojasnite to malo bolj natančno. Bil sem izzvan. Izvan? Tovariš Ravnik, prosim vas, ne vmešavajte se. Kako ste bili izzvani? Bil sem izzvan. Ne moram vam tega pojasniti z nekaj besedami. No, poskusite. Poskusite, kot znate. Dobro, hvala lepa, tovariš sodnik. Bal sem se, da mi tega ne boste dovolili. Torej, poseči moram nekaj mesecev nazaj, do jeseni preteklega leta, ko sem imel samostojno razstavo. Takrat sem živel zelo skromno. Večerja. Nisem lačen. Reci raje, da ti ni 3-krat na teden do krompirja. Živčen sem, nimam tega. Joj, če bo idem polom. Daj, no, uspel boš. Neumnost. Delaš leta in leta. Vsaka poteza je polna upanja, krčev, iskanj, ljubezni. Potem pa pride dan. En samca dan in tvoja usoda se odloči. Ena sama beseda je dovolj, da podre vse upe, vse delo. Kaj, če bo jutri padla taka beseda? Pa zakaj si tako malodušen? Prav zdaj, danes. Ti si prepričana, da se to ne more zgoditi. Vem, da si o tem popolnoma prepričana. Se tudi ne moreš drugače. Kadar te pogledam, me je sram, ker te nisem ničesar dal. Kako moraš reči kaj takega? Ne, res, Dora. Ničesar ti nisem dal. Poglej, že pol leta ti obljubljam novo obleko. Prvega, ko dobim plačo, pa plačujem barve, kupujem platna, plačujem dolgove. Veš, človek se ne bi smel poročiti, dokler ne uspe. Uspel boš. Boš videl, da boš uspel. Dale, ne boš razočarana. Jaz ne morem biti razočarana. No, griva jest. Še zmeraj ne vem, ali naj tole razstavim ali ne. Ne vem, ne zanesem se nase. No, pojdi pa zdaj. In ti res misliš, da bi nekaj odkupili? Spodobilo bi se, tovariš generalni. Spodobilo. Kaj bi se spodobilo 300 hudičev? Taka je navada. Tudi drugi so odkupili. Do. Eno sliko je odkupila občina, eno gimnazija in eno občinski komite. A res? Komite tudi? To je prva razstava v mestu in povrh še razstava domačega slikarja. Mlade umetnike je treba podpirati. No, daj, kaj pa čvekaš? Resno govorim, tovariš generalni, tako se to dela. Kakšne slike pa so to? Česar ne razumem. Koliko so mu pa dali? Občina in gimnazija po 200 000 in komite 300. Samo? Zato vam pa pravi, mi plačujemo za reklamo po 3-4 milijone. No, pravo, Ljerka, tem pa izberi kakšno sliko. No in vzemi največjo. Tisto letom, kaj pa je tisto? Kompozicija v modrem. Tako se imenuje. Slušaj, samo treba je urediti, naj to objavijo v časopisih, da smo kupili sliko. Uredi to. Njemu pa reci, naj pride sem. Profesorju Bevcu. Ja, naj pride, tako da se pomeniva. Prav. No, tovariš profesor in umetnik, upiva ga kozarček. Zdravje. Zdravje. Kako je? Se zadovoljni? No, hvala, tovariš Ravnik. No, ja, zadovoljen sem, ampak tudi razburjen. Ja, seveda, to je naravno. Veste, zame je mogoče današnji dan eden najpomembnejših dni. Tudi za naš kraj je to važen dan, tovariš profesor. Ni socializma brez kulture. To vedno poudarjam.
Umetnost in umetnike treba podpirati. To je dolžnost. Ja, tako bi moralo biti. Poslušajte, ko smo že pri tem, slišal sem, da vam bodo nekaj slik odkupili. Bodo občina, gimnazija, komite. Mislim, da bo tudi sindikat kupil eno, niso se še odločili. No, potem vam pa povem, da bomo tudi mi nekaj kupili. Res? Tistole, v modrem. Koliko hočete za njo? To prepuščam vam. No, prav. Potem bom predlagal jaz. Pol. Pol? No, $500,000. V redu? Potem smo se domenila. Tovariš generalni, to je tovarišica Bevčeva. Me veseli. Čestitam. Zakaj pa meni? Kako? Zakaj? Mož in žena vendar delita vse, dobro in zlo. Jerka, domenil sem se s tovarišim profesorjem. 500,000. Prav? Zahvaljujem se vam, tovariš Ravnik. Ne plačujem jaz, tovariš profesor. Sliko kupuje podjetje. Živeli? No, pa nasvidenje. Nasvidenje. Jerka, jaz grem na direkcijo, ti pa uredi vse, kar je treba. Nasvidenje. Torej, telefonirajte mi v ponedeljek ali v torek. Upam, da bodo takrat generalni že uredili z upravnim odborom. Saj samo formalnost, ker če on nekaj odloči, drži. Ampak predpisi so predpisi. Razumem. Denar vam bomo poslali na vaš žiro račun. Prosila bi vas samo še to, če bi bili tako prijazni in izbrali okvir. Ja, bom. Račun naj seveda pošljajo nam. Vera. Oprostite, se bomo kmalu spet videli, kaj ne? Nasvidenje. Nasvidenje. A si slišala? $500,000. Skoraj ne morem verjeti. Ti pa si bil včeraj tako zaskrbljen. Ti nisem rekla. No ja, imela si prav kot zmerom, no. Na koncu lahko ugotovimo, da nam predstavlja prva samostojna razstava mladega umetnika že formirano umetniško osebnost, ki jo lahko vrstimo med tiste slikarje, katerih dela pomenijo nedvomen in pozitiven prispevek k naši sodobni likovni umetnosti. No, si zdaj zadovoljen. Sem in nisem. Sem zato, ker sem že kar uspel in ker nama zdaj ne bo treba več živeti v pomankanju. Nisem pa zato, ker vem, da bi bilo lahko bolje, mnogo bolje. To je zato, ker sem ponekod površen, premalo povem. Ti bi hotel vse naenkrat. Tale kritika je konvencionalna, to so fraze. No ja, mogoče je kakšna beseda, kakšna pohvala, pravilna, ampak to ni tisto pravo. Človek ne sme biti nikdar zadovoljen sam s seboj. Jezna sem na te, da veš. Neskromen si. Nisi jezna, ker veš, da imam prav. To je šele začetek. Zdaj treba delati naprej. Manj, ampak bolje. Iztrgati se iz anonimnosti, iz province. Kaj misliš, kdo bo tukaj kupoval moje slike, če bom spet priredil razstavo? Občina, gimnazija, komite. Kupujejo, pa ne vedo, kaj kupijo. Izbrali so najslabše stvari. Ampak kupili so jih. Ja, in zdaj misliš, je vse v redu. No ja, dali so svoj prispevek za kulturo, njihova vest je čista, nihče jim ne more nič očitati. Ampak jaz sem se jim moral zahvaljevati. Hvala, tovariši. Zakaj sem moral to reči jaz? Zakaj se ni nihče zahvalil meni? Da vidiš, to je tisto. Jezna sem na te, spravljaš me v slabo voljo. Nisem hotel, verjemi. Povedal sem samo to, kar me mori. Daj, obleci se, greva ven. Če že drugega ne, zdaj mi vse ni treba paziti na vsak dinar. Če je to sploh kakšna tolažba. Tako, zdaj je vse plačano, vsi dolgovi. In koliko nama je ostalo? 66,000. No ja, glavno, da nisem več dolžna. Malo je ostalo. Mogoče pa le ne bi smela kupiti obleke in čevljev. No, že spet začenjaš. Rekla sva, da bova kupila kavč. Ja, kupila ga bova, ko bova dobila denar od Impexa. Aj, pozabil sem na pogodbo. Kaj ni rekla v ponedeljek ali torek? No, boš pa šel jutri. Vsaj ne bojo mislili, da ti je ne vem koliko na tistega. Vsekakor bom jutri šel. Kupila bova kavč, zavese, 2 naslanjača, pa še nekaj bo ostalo. Prekleti denar, če ga ne bi bilo revežu. Janko, Na? mislim, da zavesi naslanjačev ne bova kupovala. Zakaj ne? Zato? Zakaj?
Mislim na veliko važnejšo stvar. Nekaj mi prikrivaš, a? Pa ne da... Ja. Dobro, v redu. V redu. Bom sporočila tovarišu Ravniku, v redu. Vi ste. Ja, rekli ste, ne se oglasim. Pričakovala sem vas. No jaz bi lahko tudi telefoniral, vem, da nimate dosti časa. Zakaj nekaj minut se vedno najde? Bi kavico? Ne, hvala, najlepša hvala. Moram nazaj na gimnazijo, prišel sem samo za hip. Zaradi tistega odkupa, kaj ne? No ja, zmenili smo se. Seveda, tako smo se zmenili. Samo, veste, ni bilo še seje upravnega odbora, morala bi biti ta ponedeljek, pa so jo preložili na soboto. Res ne boste kave? Ne, hvala lepa. Torej... Telefonirajte mi v ponedeljek ali v torek, prosim. Prav, kako želite. Vse je samo formalnost, ampak ne da se izogniti. Bom že spomnila tovariša Ravnika. Prosim. Kako pa kaj vaša žena? Kako skromna in prijetna je. Veste, pričakujeva otroka. Res? Ja. To je čudovito. No, Pozdravite jo, prosim. Hvala Lepo jo lepa. pozdravite. Hvala lepa. No, ne bom vas več zadrževal. Nasvidenje. Torej, telefonirajte mi prihodnji teden, na vsak način se oglasite. Dobro. In lepo pozdravite gospo. Hvala, nasvidenje. Tukaj je Janko Bevc, prosim. A ne, profesor Bevc. Ja, jaz sem tukaj. No, rekli ste, naj pokličem, prosim. Ne jezim se, zakaj bi se jezil? Kdaj? Aha, mi boste vi sporočili prav čez 10 dni. Dobro? A ne, ni tako nujno. Prosim? Moja žena. Hvala, pozdravil jo bom. Nasvidenje. Zgubljam potrpljenje. Zavlačujejo mi dva, sva pa s tem denarjem računala. Plačali bojo, Janko. Saj veš, da je Ravnik zelo zaposlen. Vem, da je zaposlen, vem, da bo plačal, pa me vseeno jezikr tako zavlačujejo. Ne misli na to. Delaj. Pripravljaj se za razstavo v Ljubljani. Poslušaj, res je vseeno, če ta denar dajo zdaj takoj ali pa šele čez 10 dni. Ni pa vseeno, da moram kar naprej telefonirati, klicati, spraševati. Neprijetno je. Pa ni treba. Kadar bo prišel prav tisti denar. Pa res ne bom več spraševal. Kako se počutiš? Zakaj? Odlično. Paziti moraš nase in na njega. Ja, kako pa veš, da je on? No, ja. Ne, ti kar ne misli, da... No ja, potem pa pazi na njo. Ja, ampak voziček bo pa vseeno treba kupiti. Poslušaj, kaj če bi jutri vseeno telefoniral? Rekla je, naj pokličem. Ne, naj kličejo oni tebe. Prav imaš, vse ima svoje meje. Denar? Ja. Razlika je samo v tem, da ga hočejo od naju. Kdo pa? Za pleskanje stanovanja 58.000. Počakati bodo morali tako, kot čakam jaz. Mogoče pa sva pretiravala. Sama veš, da je bilo potrebno. Vem. Mislila sem, da bo pa med tem že dobila denar. Naj čakajo, kaj pa moram? Ja, meni pa ni vseeno. Vsak dan grem tam mimo, poznamo se, 2-3 dni še lahko zavlečeva, več pa ne. Če do pojutrišnjem ne bo denarja, si bomo morala pač sposoditi. Ja, to bi bilo še najbolje. No prav, to je moja skrb. Upam, da bodo nekoč vendarle že plačali tisto sliko. 2 meseca je že. Druge skrbi imajo, milijonske. Tiste zanje malenkost. Jutri bom telefoniral in zahteval. Nič ne zahtevaj. Bodi ljubezniv, vse veš, kakšni so ljudje. Vem. Halo? Ja, spet sem jaz, tovarišice. Ja, profesor Bevc. Prosim? Ne, zakaj bi se jezil? Odpotoval. Dobro, kaj pa upravni odbor? Aha, še ni reševal tega. Prav, ne, razumem, seveda razumem. Se verjamem, da ste mi povedali, seveda vam verjamem, ampak... Kdaj? Aha, mislite, da bo v torek denar v banki? Najkasneje v sredo. Dobro? Hvala lepa, nasvidenje.
Prosim, slišim, ja? Ampak to ste rekli že zadnjič, ni mi vseeno. V sredo sem bil v banki, denarja pa še ni bilo. Dobro, razumem, ampak rad bi vedel, če naš dogovor še velja ali pa so se mogoče premislili. Še velja. Jasno, seveda vse je jasno, samo kar naprej spraševati, ni mi prijetno, lahko mi verjamete. Dobro, računam s tem. Nasvidenje. Volite? Hvala. Odlično. Časno beseda, to presegal sem me, nimam več potrpljenja. No dobro, in kaj boš naredil? Se to je tisto, kaj pa moram. Nič, prav nič. Povsod je raztrobil, da je odkupil sliko. Pa naj, kaj za to? Hudo je to, da sva se zadolžila, drugo ni važno. Že sem Davi spet telefoniral. Veš, kako mi je bilo? Zdaj ni niti sledu več v prejšnji ljubeznivosti. Kot bi hotela reči, pojdi se solit s tvojo sliko, vred, sita sem te. Tovariša Ravnika pa seveda spet ni bilo. Moral je nujno na izvršni svet. Vrnil se bo čez dan ali dva, spomnila ga bom, pa naj jo spet pokličem. Pa ne boš več telefoniral. Jutri bom pisala mami, naj nama pošlje denar. Odkot pa tvoji mami denar, kaj pa govoriš? Mama ima, vedno kaj prihrani. Kako se to posreči, ne vem. Vem pa, da ima. Ne, če bo treba, si bom sposodil do vzajemne pomoči in počasi vračal. Sicer pa trdijo, da bo zdaj stvar definitivno rešena, takoj ko se Ravnik vrne. No ja, bomo videli. Over. Kavo in viski, kar steklenico. Ne sem uboženega. Kakšnega pa? In ne pozabi na led? Veliko ledu. O, zdravo, Michelangelo. Kaj spet, kaj pacaš? Si ga videla? A prasec. Zakaj je lagala, da je odpotoval? Greva, če ne bom podivjal. Pomiri se, dragi. Svinja jedna. Kupuje stribe okrog, se pa hvali, da podpira kulturo. Gnoj prekleti. Koliko je ura? 9:30. To se pravi, da imava še čas, rekla je ob 10, ne? No vidiš, končno bo vse urejeno. 3 mesece je trajalo. Kadar čakaš, so tudi minute dolge. Kar se mene tiče, sem izgubil vsako upanje, posebno še po tistem srečanju takrat. Ne vem, zakaj je rekla, da je odpotoval. Meni so rekli, da je tam proslavljal svoj rojstni dan. No, če je tako, potem razumem. Kaj? No, hotel je pač mir, da bi se lahko mirno zabaval. Pa se spomniš, kaj mi je rekel? Ne dober dan, ne Bog pomagaj, ampak zdravo, Michelangelo, kaj spet kaj pacaš? Bil je pač pijan, kaj In moraš? kako more generalni direktor, občinski odbornik. A sicer mi je pa vseeno, glavno, da vsa stvar enkrat končana. Greva. Res moram tudi jaz s teboj. Moraš. Sicer ne vem, čemu ne bom povedal vsega, kar se mislim. Prav. Veseli me, da vas spet vidim. Kako se imate? Oh, dobro, kar dobro. Izvolite, sedite. Tovariš Belc, izvolite. Pri nas je prava norišnica. Nove pogodbe za izvoz, pa reorganizacija transporta in tovarišu Ravniku sem rekla sama ne vem kolikokrat. Ampak sedaj že vse v redu. Upravni odbor je izplačilo že odobril. Mogoče ni prav, da sem prišel. Sliko bi lahko poslal pa konec. Tako pa ne gre. Generalni jo mora prevzeti osebno in podpisati pogodbo. Tako je bilo sklenjeno.
Organi samoupravljanja zahtevajo kontrolo nad vsakim dinarjem. Oprostite, na delo moram, vi pa kar sedite, naročila bom kavo. Kaj pa tovariš Ravnik? Upam, da bo vsak hip prost. Poslovni sestanek ima, še sama ne vem, zakaj gre. Spet čakam. Ne razburjaj se. Zakaj me naroči ob 10, če ni prepričan, da bo prost? Zakaj me ne naroči ob 11 ali pa ob 1? Mogoče pa ni računal s tem sestankom. Mogoče, vseeno pa bi lahko prišel za 5 minut ven, da bi vse uredila. Ne vem, kaj tako dolgo vlečejo. Mu ne bi mogli reči, ne pride za minuto ali 2. Bom poskusila. Vi pa popite kavico, dokler je še topla. No, vidiš, tukaj sediš in čakaš. Kakšna je razlika med teboj in beračem, ki prav tako čaka na miloščino? Ta vsemogočni generalni direktor ve, da si tu, to da ti si zanj premalo. Kaj pa si? Nekakšen profesorček, slikarček, niče. Od tebe ne bosta imela ne on, ne Adria Impex nobene koristi. S teboj ne bodo zaslužili niti dinarja. Prišel si prodajati nekakšno sliko, mazač. In kaj so vsi drugi, tvoje vrste v tej družbi? So potrebni? Seveda nihče ne bo rekel tega na glas, Bog varuj. Na glas lajnajo parole, brez kulture ni socializma, a praksa je nekaj drugega. Mi potrebujemo tovarne, ceste, avtomobile, ne pa koncerte in filozofijo. Meni je tega dovolj, Greva. Janko, prosim te. Greva, dovolj sva čakala, nekaj ponosa pa še imava, upamo vsaj. Rekla je, da bo sestanka vsak hip konec. To je rekla že 3-krat. Prosim te. Čakal sem ga 3 mesece, mislim, da je to dovolj. Prav? Pojdi. Bom pa sama počakala. Vrniti morava dolg. Morava. Da, Dora ima prav. Vrniti morava dolg. Ponižati se je treba. Moraš se ponižati, ker si dolžan, ker je tudi dolg ponižanje. A vrniti ga moraš. Sposodil si, dali so ti, pričakujejo, da boš vrnil. In zato čakaj. Prej ali slej se bo ta milostljivi gospod generalni direktor blagohotno pojavil in te odrešil. In zato čakaj. Kaj? Kdo? Kaj mi moriš? Končano je. Tovariš Ravnik bo vsak hip tukaj. Halo? Ravnik. Zdravo, fan. Poslušaj, kaj zdaj s tem boletom? Kje pa? Nič nismo odločili. Povem ti, da nismo. Sedel sem s tistimi iz Triglava vse dopoldne. Hočejo 10 milijonov, če ne damo, ne dajo izpisnice. Vem, da sem jaz predsednik, a kaj pomaga, če pa vi ne veste, ali je igralec vreden tega denarja ali ne. Kdo? Ne. Rad bi samo vedel, ali naj damo koliko in koliko. Prav, sem za to. To se pravi, da bo prihodno nedeljo že igral proti Torpedu. Aha. Kdo pa bo potem na krilu? Bezjak? Ne vem, če je to pametno. Bezjak ni v formi. Jaz sem za Lenarta. Ne? Prav, ti si odgovoren, ampak da veš, za nas je važno, kako bomo začeli. Zaradi morale in zaradi točk. Ja, prosim? Ja, to bom uredil še danes. Ko si, da bova skupaj in pametno bi bilo, če bi bil tudi ti zraven. V Jadranu. Ja, jaz grem zdaj tja. Pa pridi kasneje, če ne moreš takoj. Da, 10 milijonov in niti dinarja več. Njemu, ja, to smo kasneje zmenili,
100.000 mesečno jim premijo. Ja, seveda, tudi garsonjero, saj smo se tako zmenili. Prav, pohiti. Tovariš generalni, tovariš Belc je prinesel sliko. Kakšno sliko? Dobar dan. Dobar dan. Kakšno sliko? Tisto z razstave. Včeraj ste sklenili na upravnem, da se to izplača. Dobro, Ljerka, zakaj pa potem tega ti ne urediš sama? Vi jo morate prevzeti in podpisati pogodbo, tako je bilo sklenjeno. Kaj moram prevzeti? Kdo si spet to izmislil? Lahko vam pokažem zapisnik. Dobro, kaj ne bi mogli tega urediti jutri ali kdaj drugič? Pogodbo imam pripravljeno, samo podpišite. Tovariš profesor in tovarišica čakata že ob 10. Sedaj imam 10 rok in 2 glav. Dobar dan. Kje imate to sliko? Sedim na sestanku od 9 in sama veš, da nimam časa. To ni važno, ljudje me čakajo. Zamudil bom. Vprašali ste me, zakaj sem udaril človeka, ki mi je hotel pomagati. To ste me vprašali, tovariš sodnik, in jaz vam lahko samo še enkrat rečem, ne čutim se krivega in ne kesam se tega dejanja. To je vse, hvala. Da. Tovarišici, prosim, vaju. In tudi vas prosim. Upoštevajte, prosim, da ta hip nisem uradna oseba, nisem sodnik, temveč navaden državljan, tako kot vi. Ja? Pokličite mi, prosim, tipkarico. Sodbo boste dobili pismeno. Razprava je končana. No, končajmo to zadevo. V imenu naroda in tako naprej. Se pogojno kaznuje kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.